Ime mi je Vojko, tako da me bo kdo lažje najdel, ker smo veliko zmenjeni z nekaterimi, da se danes prvič vidimo, se pa že dolgo si pa dopisujemo. Najprej čestitam vam, ker ste prišli, ker ni se upal vsak prideti, še manj, da bi pa govoril, kje pa? Zakaj sem proti pošiljanju, zakaj sem za mir in proti pošiljanju orožja v Ukrajini? Ker podaljšuje vojno in povečuje število žrtev. Ukrajina je bila že marca lani za pogajanja o miru, a jih je preprečil Johnson. Britansko vojaško spodbudo za vojno do zadnjega Ukrajinca so na to prevzele ZDA. Fajon! Golob! Pilc, Musar! Borel! Von der Leyen! Baerbock! Sporočam vam, da je najmanj 68% Slovencev proti pošiljanju orožja v Ukrajini. Smo proti prilivanju benzina na ogenj. To ni naša, to je vaša vojna. In igrajte se sami. Pošljite v Ukrajino svoje otroke, če hočete vojno. Nas pa pustite pri miru! Sicer pa sem sploh proti pomoči Ukrajini, dokler se Slovenija ne zavzame najprej za svoje državljane, ki jih je Kijev dal na javni seznam za likvidacijo, mirotvorec, in dokler Slovenija ne doseže izbrisa teh imen. Zgolj zaradi poročanja z Donbasa so na zloglasni listi dopisnica Dela, takratna dopisnica Dela Polona Frelih, novinarka Irena Pan in snemalec Rok Plešnar, oba s Pop TV. Mnogi na listi so že mrtvi. Ena od ubitih je ruska novinarka, politologinja in aktivistka Darja Dugina, ki jo je kijevski režim ubil v Moskvi z eksplozivom pod njenim avtom. Danes bomo slišali pesem posvečeno njej, ki bo predstavljena prvič. Prvi bomo, ki jo bomo slišali. Ker je med nami tudi pesnik. Zloglasni mirotvorec objavlja osebne podatke žrtev, njihovih otrok, telefone in naslove. Sredi Kijeva je bil zato pred svojo domačo hišo, stanovanjskim blokom, ubit veliki ukrajinski domoljub, pisatelj, zgodovinar in novinar Oles Buzina. Ubita sta ukrajinska novinarja Olga Morozov in Sergej Suhobok. Slovenski politiki, kaj čakate? Da se isto zgodi Slovencem, ki jih ima Ukrajina za teroriste in sovražnike države? Ali je to hvaležnost za vso pomoč, ki jo je Slovenija dala Ukrajini? Mi njih s kruhom, oni nas s kamnom. Vi politiki bi morali, če bi bili zakaj, pomoč Ukrajini pogojevati z izbrisom podatkov o Slovencih, ki jih hoče ukrajinska varnostna služba SBU ubiti. Darja Fajon! Od slovenskega ministrstva za zunanje zadeve zahtevam,
zahtevam in nisem edini, mnogo nas je, vedno več nas bo. Zahtevam, da zunanje ministrstvo takoj nemudoma ukrepa. Šele potem lahko pomagamo, a le s humanitarno pomočjo in to ne le v Ukrajini, ampak tudi Donbasu, ki je brez elektrike, vode, plina, ogrevanja in pod obstreljevanjem že vse od leta 2014, ko je Kijev začel državljansko vojno. Vojna se ni začela na današnji dan. Lažejo. Leta 14, pa še prej, že od leta 47. Zato humanitarno pomagajmo vsem. Medtem ko Ukrajina uničuje knjige, požiga cerkve in ljudi, Odeso so nam zamolčali, prepovedujejo jezike manjšin, ne samo ruskega, opozicijske stranke in kritične medije, ugrabljajo civiliste, uzela ga magla, kar ljudje zginevajo. Kako pomagate zunaj spil? Zapira, muči in ubija drugače misleče. Medtem so se pa naši oblastniki odločili, da bodo zaprli Ruski center znanosti in kulture. Tam je čez reko nasprot magistrata je bil. Medtem v Berlinu in Parizu ruska kulturna centra delujeta normalno. Spet smo bolj papeški od papeža. Slovenija še nikoli prej ni zaprla nobenega tujega kulturnega centra, kakšnih drugih, recimo imperialističnih držav, smo imeli ameriški center, smo francoski, britanski, ne vem, nič se ne zgodi. Pa vemo, kaj so vse naredili po svetu. No in tako, ko so naši vrli poslanci sklepali, kaj je treba narediti in da je treba zapreti Ruski kulturni center, je naprimer poslanec Grims svoje mnenje za zaprtje Ruskega kulturnega centra oprl na laž medijev, da je Rusija bombardirala dramsko gledališče v Mariupolu. Njega treba zapreti. In se peklenski krog laži in zla sklene. Preiskava je namreč pokazala, da je bila v dramskem gledališču v Mariupolu eksplozija od znotraj. Še več, jaz sem pred eksplozijo opozoril na možnost take provokacije. Zato, ker so ljudje vedeli, da te nacisti Azova nosijo zaboje, lesene zaboje na podstrečje, da bo izgledalo, kot da je bilo zbombardirano. V resnici je moč. So zato prepovedali resnico, vse veste, kaj hočem reči. Tiste medije, ki jih ne smemo poslušati, gledati ali pa brati. V naših medijih, v narekovajih medijih, ker niso naši, opažamo lažne novice, slepo sovraštvo in propagando vojne. Edward Snowden je dejal, nič ni bolj grotesknega kot mediji, ki si prizadevajo za vojno. Ti so se po vstopu v Slovenijo v NATO prelevili v trobila, o pomembnem pa molčijo. Primer. V Združenih narodih že dolgo vsako leto glasujejo o ruski resoluciji boj proti poveličevanju nacizma, neonacizma in tako dalje. Resolucijo vsakič podpira velika večina
proti sta običajno le Ukrajina in ZDA. V preteklosti so se članice Evropske unije vsakič vzdržale, lani pa so prvič glasovale proti, tudi Slovenija, kar je še posebej sramota. Kot vidimo, nacizem ni doma le v Ukrajini in ZDA, ampak vse bolj tudi v Evropski uniji, kjer nekateri že pozdravljajo kot nacisti in njihovi kolaboranti. Podpihovalce vojne opozarjam. Jedrskemu uničenju planeta Zemlja smo po nekaterih ocenah v tem trenutku bliže kot kadarkoli. Ne igrajte se z ognjem, z našo in svojo usodo. Za konec pa še ta premislek. Politiki in mediji kot papagaji ponavljajo, da je šlo na današnji dan pred letom dni za neizzvan napad na suvereno državo. O suverenosti Ukrajine po krvavem, neustavnem vojaškem udaru leta 2014 res težko govorimo. Če je še kdo, ki misli, da intervencija v ukrajinsko državljansko vojno ni bila izzvana, pa ga vabim, da si prebere knjižico neodvisnega ameriškega pisca Benjamina Abelova z naslovom Kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajino, kako je politika ZDA in NATO pripeljala do krize, vojne in do tveganja jedrske katastrofe. Knjižico vsak lahko dobi brezplačno, le elektronski naslov potrebujem. Bom počakal pod 3 brezami. Slovenija, kaj naj še rečem? Živeno vsi narodi. Živel mir in sodelovanje z vsemi državami. Slovenija potrebuje premislek in mislim, da potrebuje znova premislek o NATO in referendum. Ven iz te druščine zločinske. Smrt nacizmu. Svoboda narodu. Živela suverenost vseh ljudi in držav. Hvala.